Prav lepo pozdravljeni v oddaji Gost tedna. Naš tokratni gost je direktor podjetja EVJ Elektroprom, Tomaž Kralj. Tomaž, živjo. Živjo. Zdaj nekaj mesecev, odkar sva bila zadnjič v tem studiu, tako da leto se počasi približuje koncu. Verjetno se že delajo kakšne kalkulacije, kako uspešno je bilo letos podjetje EVJ. Mimogrede, ETV ni bilo tako uspešno, da je bilo treba nekaj še dodatno primakniti, da bomo nekako preživeli na pozitivni nuli. Ampak kako je bilo pa s podjetjem EVJ Elektroprom? Ja, podjetje Elektroprom posluje, bi rekel, v redu. Se vsako leto izboljšuje stanje na vseh področjih, v vseh dejavnostih. Napredujemo, tako da bomo leta zaključili pozitivno. Tam okrog kakšne 4% bo več prihodkov kot v preteklem letu, tako da smo z letom kar zadovoljni. Zdajle v jesenskem času in zdajle že zimskem tudi je kar precej dela na vseh področjih, od trgovine, storitev, elektroinštalacij, strojnih inštalacij, tudi gradbena skupina ima kar precej dela, tako da bomo lepo zaključili leto 2016. No, če rečemo, da ima država okrog malce manj kot 3% rast, potem jo prehitevamo, ne? Recimo, tako, ja. No, prej sem omenil že tudi stanje na sami televiziji. V letošnjem letu se nam je eden dolgoletni sodelavec upokojil. Naprej gremo 3, ne 4 več, ne. Tudi to je posledica vseh gospodarskih razmer, verjetno tudi v samem Zasavju. Je pa treba ob tem povedati, da največji oglaševalec vsa ta leta, kar približno 40 000 evrov. Nekaj čez 40 000 evrov. Na leto je pa EVJ Elektroprom. Tako. Pač mi oglašujemo vse svoje dejavnosti. Zdaj tudi, odkar sodelujemo s Telemachom na kabelskem področju, je tudi se gledanost oziroma področje, kjer se vidi ETV program, se je povečal, tako da zdaj tudi v ljubljanski regiji, na Telemachu, Dolenjske, Štajerska, tako da je krog gledalcev se povečal. Zdaj težko ocenim, ali je zaradi tega tudi kaj povečan odstotek dela, ampak moram reči, da recimo po elektronski pošti pa tudi telefonske klice, kar dobivamo naročila oziroma povpraševanje in posledično tudi naročila za izvedbe od elektroinštalacij, ogrevanja, tudi za trgovino, povpraševanje po raznih materialih. Tako da nek efekt sigurno je tudi v tem. Upajmo pa, da bo še večji, ne? Tako, ja. Ja, pa da bo kanil tudi še kak evro v našo blagajno, ne? Tako, ja. Zato pa delamo nenazadnje, ne? Da preživimo oziroma da ustvarimo tudi kakšen dobiček, ne? Tako, za to gre. Kako pa je število zaposlenim, če sem omenil, da se nam je pri nas za enega zmanjšalo, seveda je treba povedati, da jih pa še približno 25 dela na avtorske pogodbe, ne? Zunanjih sodelavcev, ne? Ja, pri nas je pa zdaj ta številka letos kar obstala, 85 zaposlenih, tako da tudi, smo zdaj v zadnjem času, v drugi polovici leta, iščemo kakšne monterje elektroinštalacij ali strojnih inštalacij, kar pa je kar težko dobiti. Že tudi dali smo razpis in na vaši televiziji je bil razpis, tako da nekaj prijav je, ampak bolj iz drugih branž, oziroma ni nekoga, ki bi res bil strokovno oziroma že usposobljen, da bi lahko vsaj v začetku deloval v neki skupini. Zakaj, Tomaž, je tako? Ni se mladi, pa ne nazadnje, ker takrat so še tisti mladi res 15 let stari ali pa 14 let stari, torej tudi družine ne odločajo, da gredo otroci v te storitvene poklice? Ja, tudi 2-3 leta nazaj sem jaz se pogovarjal pač v neki priložnosti z ravnateljico Srednje tehnične šole v Trbovljah, in so tudi imeli upad učencev. In to je se potem zamakne oziroma je posledica sedaj tu, da je teh kadrov manj. Baje se zdaj zadnja leta oziroma
lansko leto pa prejšnjo leto se je to malo popravilo, se je opis malo povečal. Tudi država nekako je spoznala, da je tudi treba tehnične poklice oziroma naravoslovne poklice, ne samo družboslovne, vzgajati. Tako da jaz upam, da se bo pa tudi sami učenci, ko grejo v srednjo šolo, prepoznajo, da je tudi prihodnost v nekem elektroinštalaterju, da lahko si ustvari lepo bodočnost s tem. Ne? Ni nujno, da je nek odvetnik ali ne vem kaj. Ne? Kje pa je večji manko? Na teh strojnih inštalaterskih delih ali bolj na elektrodelih? Pri nas je zdaj trenutno bolj na strojnih inštalacijah. Ne? Pa tudi pri tem delu, ko ga zdaj imamo, v tem obsegu, bi tudi na elektroinštalacijah lahko še koga zaposlili. Ne? Je mogoče razlog tudi to, da nekateri, ki imajo 10, 15, 20 let že delovnih izkušenj, gredo včasih potem na svoje? Tudi ta spodbujanje tega podjetništva, kjer država preko nekih denarnih sredstev to spodbuja, čeprav dostikrat potem nekateri tudi v narekovajih umrejo, ne? Ja, čeprav mislim, da to ni razlog temu. No. Mogoče je tudi nekdo, ki je, ne vem, delal v neki državni firmi, težko gre v neko privat firmo, ne? Ker še kar obstaja nek strah pri privatniku, bo pa treba garati noč in dan. Ne? Ker tudi vemo Ampak je tudi tu zakonodaja, ne? Seveda, ja. Seveda, tudi mi nismo, ne vem, kakšni zmaje, da bi morali delati od jutra do večera. Normalni delovnik je od 7 do 3 za vse, razen trgovina, ki delajo na 2 izmene. Ne. Drugače pa vsi delajo od 7 do 3. Če so povečani obseg dela, se včasih, če po domače rečem, poibra, ne. Ampak to je manj tega, zelo malo tega. No. Ali pa če komu doma recimo radiator spušča, pa je to v nedeljah in tudi v praznikih, je kakšna ekipa intervencijska, ki... Ja, če nekdo pokliče, da pač ima neke težave... A pa pečne dela ali pa kakoli takšnega, ne? Če je le možno, da se da koga od teh monterjev, da je doma in pride tudi, če je neka intervencija, ne. To je možno urediti. Ne. Sploh pa, kar se pa tiče teh gorilcev, imamo pa dežurno službo, tako da nekdo je dežuren na domu, ne, in se ga lahko pokliče in gre odpraviti napako na gorilcu ali pa peče. Ne. Tako, da niso recimo cel vikend na mrzlem. Pa verjetno zelo podobno tudi pri tistih, ki delajo na kabelsko-komunikacijskem oddelku, ker če je izpad interneta, ne, to je že kar ogenj v hiši. Ja, tako, to je mala katastrofa. Ja. Ali pa tekma Real Barcelona, pa zmanjka signala. Ja, tako. Ampak zato pa so službe. Je pa verjetno prednost ravno teh, bom rekel, ne tako velikih podjetij, tako velikih sistemih, ker ste bolj prožni, ne? Sigurno. Ni treba čakati en teden, da pride operater, ne? Tako, mi se prilagajamo našim naročnikom, če gledava zdaj kabelski sistem, tako da tukaj nekdo je skozi dežuren in če je res potreba, pač pride gre na teren in odpravi napako, ne? Zdaj, napake so pa, se dogaja dnevno, ne? To je običajno, recimo, največ napak je polet, ko so razne nevihte in kakšni očevalci ob strelah pregorijo, ne, in je treba ga zamenjati. Ne. A je to popoldne ali je sobota, nedelja, pač to je treba urediti. Ne. Da naročniki ostanejo pri nas, da so zadovoljni z našo storitvijo. Seveda, mi se pa po naših najboljših močeh se trudimo, da smo kvalitetni, da smo fleksibilni, prilagodljivi in da je pač naši naročniki oziroma naše stranke, da so zadovoljni z našo storitvijo. Tomaž, zelo mlada sva bila, ne? Ko je Janez Vidmar stopil, lastnik podjetja EVA Elektroprom, na samostojno podjetniško pot. To je bilo pred 50 leti. Bila sva že, ne? Ampak ne prav... Tako, no. Tako, ne? No, se tudi 50 let še ni. Nisem bil še eno leto star. Ne, drugo leto bo. Ja, tako. Se bo kaj posebno obeležil ta res zlati jubilej?
Ja, nekaj imamo v načrtih, no, zdaj čisto konkretno ne bi še govoril, verjetno bo neko razstavo bomo, rekel, kronološko, neke fotografije. Se že dela na tem? Ja, se že dela na tem. Pa neka manjša slovesnost za naše poslovne partnerje, dolgoletne, ne, ker je kar nekaj teh dolgoletnih partnerjev, z katerimi sodelujemo po več 10 let že. Ne. Tako da nekaj bomo pripravili, tako da se bo vedelo, da praznujemo 50 let. Ja, tako, to ni kar tako. So bila leta, ti si že zadnjih nekaj 15 let, če se ne motim, ali pa še malce več? Se pravi 92, 24 let. Že več. 25 bo že. Sem te pomladil. Ne? Ja, in verjetno si šel že skozi marsikaj. Dobro, zdaj, odkar si direktor, je to spet drugo delo, pa vendarle, kdaj si čutil, da je bilo pa res najtežje? Ja, najtežje je bilo res ta zadnja kriza, ko je bila tam 2009. Ta gradbeni sektor se je zrušil, ne, in dela ni bilo. Plačali niso, ne? Ja, upravljeno delo. Tako, ne. Mi smo mogli vse dobavitelje poplačati, ne, in tle je, rekel, kar nastala velika luknja, ne. Na srečo, ne, imamo precej drugih, oziroma precej razvejeno mrežo dejavnosti, tako da so druge dejavnosti, ki niso bile tako vezane na gradbeništvo, rekel, nosile glavni breme. Seveda, zdaj se to počasi sanira, ampak bila je pa kar precej velika luknja in se je ni dalo, rekel, v zelo kratkem času zapolniti. Tako da mislim, da je ta obdobje bil res najtežje, no, za podjetje. Seveda, zdaj, odkar jaz vem, ne, odkar sem, to se pravi 92. leta, ko sem, je ta skozi bila neka rast, kar precej velika. Ne. Tudi skoraj že do 150 tam nekaj. Ja, 140, nekaj čez 140 zaposlenih je bilo. Ne. Jaz, ko sem prišel na podjetje, je bilo, mislim, da zaposlenih tam okrog 25. Tam med 23 in 25. Še na izlakah, ja. Tako, ne, pa se je pa to začel. Verjetno je tudi takrat, predno sem jaz prišel na podjetje, ko se je tudi konec 80-ih je bila spet tista prejšnja kriza v gradbeništvu, ki je, v bistvu je gospod Vidmar se preusmeril tudi z dejavnostjo en del teh elektromonterjev preusmeril v proizvodnjo tiskanih vezij, pač se nakupila se je oprema, določena izobraževanja so bila potrebna. Vem, da jaz takrat nisem še bil na podjetju, ampak vem iz teh pripovedovanj, da so bili v Nemčiji na izobraževanju, da so obvladali potem ta posel, ne, in takrat je bilo verjetno tudi kar hudo. Ne. Verjetno tudi sama selitev potem iz Izlak v Kisovec, pa potem v teh starih prostorov posodobitev, vse je istočasno potekalo, nič ni bilo zaprto, selitev trgovine v garažo, ne? Trgovino smo takrat se je obnavljala, ta zdajšnji, rekel, prostor, ne. Vem, da se je trgovina preselila, oziroma saj ta prodajni del se je preselil v skladišče oziroma v tisti del, kjer je odprema material bila, ne. To je... kar šlo, ne? Ja, vse se da, ne. Vse se da, volja je potrebna, ne, in se vse da narediti, ne, tako da... Tako da marsikaj bo povedati, ne, v 50 letih. Ja, veliko teh stvari, ne, je za... Seveda, še več bi imel pa gospod Vidmar za povedati. Ki ga bomo zagotovo gostili ob prvi takšni priložnosti, da bo vse to povedal, kako je bilo. Zdaj stanje je kar precej dobro, rastje, ne. Tako, ja. Pa mogoče še nekaj v zadnjem času je šlo podjetje spet nazaj k več druženju, ne? Ja, to... Zdaj ta novoletna nekako ostajajo za otroke tudi, ne? Tako. Zdaj so pa še izleti, ne? Tako, tudi to smo zdaj, rekel zdaj, no, ta petek gremo v soboto gremo na izlet v Salzburg, pogledati malo, kako je Salzburg okrašen, da bomo lahko primerjali z Zagorjem, ne, katero mesto je lepše.
Spomladi smo imeli tudi en izlet v Goriška Brda, lepo je bil sprejet med zaposlenimi, tako da tudi zdaj imamo kar lepo število prijavljenih. Povabili smo tudi bivše naše zaposlene, ki so v pokoju že, ne, so upokojenci. Tako Tudi da naši sodelavci so bili povabljeni. Tako, tudi z vaše televizije grejo na izlet. Tako da jaz upam, da bo lepo, ta izlet lepo uspel in da se bomo imeli lepo, da se bomo radi spominjali tega izleta. In se bo verjetno to še nadaljevalo potem tudi. Tako, ja, tako. Ko smo prej že govorili o oglaševanju, kjer dobršen del opravite v podjetju prek naše televizije, zelo pomembno oglaševanje je tudi preko teh letakov, ne? Kjer nekako obveščate redno, mesečno, kaj se vse da dobiti v trgovini. Ne? Tako, tukaj v tem letaku, ki izide enkrat mesečno, to je približno okrog 15. v mesecu, to je v sodelovanju s skupino Bela Plus, katere smo tudi mi delni lastnik, tudi soustanovitelj. In tukaj se oglašujejo predvsem na prvih straneh se oglašujejo bela tehnika, akustika, zabavna elektronika. Zadnja stran je pa namenjena bolj našemu oglaševanju, to se za naše, rečemo v tem dejavnosti, ne? Tako, dejavnosti. Tukaj oglašujemo, rečemo zdaj v tem konkretnem zadnjem peleti, pa nekaj pač takih artiklov, ki so mogoče že nekaj časa na zalogi in jih pač pocenimo in damo na voljo, da jih lahko po bistveno cenejše 20-30% ceneje kupijo, kot je pa v tista redna cena. Se pozna, ko izide? Ja, se pozna. Je odziv na letak. Smo ljudje tako narejeni, moramo nekaj videti? Ja, nek impuls moraš dobiti, da reagiraš. Ne? Tako da to je kar lepo sprejet v teh gospodinstvih, ko malo se pogovarjam, tudi ga pogledajo, malo prelistajo. Tako, ko si pa že omenil, se pa tudi odziv v trgovini vidi. Ne? Se pozna. Kličejo, sprašujejo za ta artikel iz letaka, ne? Če še na zalogi, ker zaloge so pa omejene iz tega letaka. Kar pa tudi piše, ne? Tako, to se piše. Pa da verjetno tudi potem na mestu samem v trgovini dogovoriti za različne sisteme plačevanja. Ne? Tako, lahko. Od kartice, gotovina. Tako, gotovina, če je res znižana neka akcijska cena, tako ko je, če prvo stran pogledava, je nek televizor. Črni petek, 170 evrov. 170 evrov, ne. Tega se ne da več znižati. Ne. V decembru pa imamo redni, preko to že vrsto let prakticiramo, 10% popust na gotovinsko plačilo nad 20 evrov. Tako da se tudi preko v naslednjem letaku, ko bo izjel. To je tradicija, tako. Ki pa se oglašuje tudi na stavbi elektrarne, ne? Tako, ja. Oziroma tam, kjer se delajo tudi pelete. Tako. Tudi to veliko ljudi se pelje mimo in... Ja, ta cesta Zagorje, Trojane je precej frekventna, ne? Žal ali pa na srečo? Ja, odvisno kakor za koga, ne? Ja. In tam oglašujemo, imamo možnosti 4 te panoje in oglašujemo glavnem mi, lahko pa tudi kdo zunanji, če ima kakšno potrebo. Nekateri so se že zanimali tudi za najem tega oglasnega prostora, tako da tudi ponudimo oglasni prostor. Se lahko na podjetje pokliče in dogovori. Tako, ja. No, v tej stavbi že, mislim, da 2 leti deluje elektrarna. Ja. 2 leti že. 2 leti, ja. Že polni 2 leti, ja. Mogoče tiste porodne težave, ampak zdaj pa to kar nekako. Ja, kakih hudih težav nismo imeli z elektrarno, no, tako da neki malenkosti so bile, ampak to se je vse uredilo, tako da zdaj lepo delajo. Seveda so pa ti redni servisi, pač tako kot vsaka stvar se pokvari, lahko kaj pokvari. Kredite je treba odplačevati, ne? Tako, ja. To pa ne gre. Tako, bilo je pa pripravljeno za več teh sistemov elektrarn. Seveda, če bi se lahko nekako dogovorili, pa ogrevali tudi Kisovec kot neka toplarna, ne? Ja. Elektrarna, toplarna, ampak ni prišlo do tega dogovora. Ja, problem je ta razpis za subvencionirano električno energijo, ne? Ker takrat
ko smo mi postavljali elektrarno, smo bili, mislim, da je bilo v začetku oktobra končan razpis, se je zaključil in naj bi bil objavljen nov. Ne? Ampak to je zdaj že 2 leti, ga še ni bilo, nobenega novega objavljenega. Naj bi bil pa, oziroma sedaj pa res verjetno, da bo objavljen, ker je vlada že sprejela neko uredbo, tako da zdaj je že nekaj opremljivega na tem področju, ni pa še konkretno razpisa zunaj, ampak jaz mislim, da do konca leta ali pa mogoče v začetku naslednjega leta bo pa ta razpis, tako da bo to spet aktualno. Ne? Mi imamo v elektrarni... Spet nova odločitev. Tako, ja. Sicer bo zdaj malo drugačen razpis, ne? Prej je bila ta cena električne energije, subvencionirana cena, je bila že definirana. Sedaj bomo pa, tisk se bo prijavil na razpis, bo pa mogel dati ponudbo, po kakšni ceni je pripravljen prodajati električno energijo. Sedaj bo določena neka maksimalna cena. Električno in tudi toplotno? Ne, samo električno. Kako pa glede toplote, možnosti ogrevanja? Ja, zdaj... Ker toplote veliko pride, ne? Ja, zdaj mi toploto porabimo za proizvodno pelet, za sušenje sekancov, da lahko pelete proizvajamo. To smo v letošnjem letu novo proizvodno uvedli, ne? Tako da imamo na leto nekaj okrog 1000 ton pelet lahko proizvedemo. Kaj ti sicer bi šla toplotna energija kam? V zrak? V zrak. Ne? Ja, in je bilo treba nekaj najti. Tako. In to je bilo to? To je bilo to, ja. Prej smo, na začetku smo sušili sekance za IGM, ker so oni imeli tudi peč na sekance. Potem na trgu se je pocenil plin, ne, in so imeli tudi plinske gorilce za žganje tega apna. Ne. In ker se je pocenil, so rajš prišli nazaj na plin, tako da pač je bila potreba potem, da to toplotno energijo neko koristno izkoristimo. Ne. In bilo treba spet investirati v peletirnico. Tako, ja, smo investirali v peletirnico. Letos februarja smo začeli z samo montažo peletirnice, tako da redna proizvodnja se je začela nekje, mislim, da v maju. No. Začetka je bilo kar precej težav z proizvodnjo, rekel, tehnične težave so bile, ležaji niso bili primerni, niso zdržali. Ja, tako. Ne, in tudi z elektriko je bilo nekaj časa, močjo. Tudi z močjo, premalo močne kable, če tako po domače rečem, so bili potegnjeni do sem, tako da smo mogli dodatno potegniti druge kable, močnejše. Ampak to smo zdaj uredili, tako da zdaj nam pa lepo to dela, brez večjih težav. In koliko ljudi dela na tem? Ja, eden dela na tem področju, ne, znajo pa rekel 3 delati na tem, na peletirki. Ne, tako da... Seveda so pa še drugi, ki dobavljajo les vključeni, ne? Ja, Smrekov les. Tako za elektrarno kot za... Tako. To je isti sekanci so, s tem, da sekance sejemo in ta večja granulacija gre na elektrarno, da je na elektrarni boljši izkoristek, ta drobnejši, bolj drobiš, gre pa na peletirnico, kjer se tako zmelje v žagovino, še malo manjše kot žagovino in se to stiska v peletirnici v te pelete. Ne. Aha. In bilo je pa treba tudi potem poslati pelete na raziskavo. Ja, treba ni bilo, ne, ampak to je bil naš interes, da jih preizkusimo oziroma da jih damo na testiranje, da vidimo kvaliteto, kakšna je kvaliteta. Kam pa se to pošlje? To je na Gozdarski inštitut, kjer smo tudi pridobili ta certifikat S4Q, kakovostni razred 1. To je primerljivo z tem avstrijskim A1 certifikatom. Iste zahteve so tukaj na Gozdarskem inštitutu, kot jih ima ta avstrijski inštitut za testiranje pelet. Ne. Je to najvišja kakovost? To je najvišja kakovost, ja. Tako, tukaj pri tej kakovosti se meri, kakšna je vsebnost primesi oziroma pepela, koliko ostaja, kakšna je vlažnost, kakšna je trdnostna obstojnost, kako so stiseni, pa velikost.
Tako da tle naši peleti ustrezajo vsem tem parametrom, ki so določeni za prvi kakovostni razred. To je isto kot A1. Polno obratuje peletirnica? Polno obratuje, ja. Zdaj, če bi kakšnega večjega kupca dobili, ne, bi bilo premalo, ne, in bi ostali te lokalni manjši kupci prikrajšani na nek način. Tako, lahko. Ne. Zdaj mi imamo proizvod, kot sem že prej rekel, 1000 ton na leto, približno nekih 5 ton na dan je proizvodna, ne. Tako da je lahko tukaj bi bil problem, ne. Bi nam zmanjkalo, ne bi mogli proizvajati dosti velike količine, če bi imeli nekoga večjega odjemalca. Ki prije šleparjem, recimo. Tako, ja, recimo, da nekdo odpelje naenkrat, 5 šleparjev, kar ni za neko, rečemo, veliko trgovino, kot je, ne vem, Spar, Mercator, ki ima veliko teh poslovalnic, ne, bi lahko nam, rekel, so zalogo pobral naenkrat, ne, in pol za te lokalne pa bi zmanjkalo. Ki so se že navadili, ne, da tako, kupujejo to. Zaenkrat moram reči, da je zelo dober odziv. Spremljate to? Ja, nobenih reklamacij, vsi so zadovoljni. Tudi se vračajo? Tudi vračajo se, ja. Tako da zaenkrat smo kar zadovoljni s prodajo. Kako pa gre prodaja samo v teh vrečkah ali tudi kako drugače? Ja, zaenkrat imamo samo v vrečah. Nekaj, mislim, da enem ali pa dvem smo dostavili tudi v Big Bag vreče, se reče, to je tam okrog 800 do 900 kilogramov, manj kot tona. Ampak to mora pol sama stranka imeti mi mu dostavimo in pa mora sama stranka si to pretovoriti v zalogovnik, v njegov zalogovnik, ker mi nimamo ali tovornjaka, da bi lahko to s tovornjakom peljali, pa pol z nekim sesalcem njemu prečrpali to v zalogovnik. Ne. Zaenkrat, če nimamo, oziroma iščemo neko možnost, da bi z našim tovornjakom lahko pa nek sesalec dogradili na tovornjak in to vozili, ampak še nismo, neke primirne opreme našli za to. Je še na vrhu, kjer je peletirnica, možnost to še razširiti, še za dodatno, recimo, linijo? Ja, možno bi bilo, no, čeprav verjetno, če bomo širili, ne bomo na tej lokaciji. Ne. Aha. Tako da bomo videli še. Zaenkrat je tako, ja. Popraševanja. Ker tudi na tej lokaciji pač toplotne energije je glih zadošča za tako količino, ki jo zdaj proizvajamo. Je vse odvisno, če bo še več elektrarn. Tako, pol je pa možno to, recimo, če bi še 2 enoti dodali zraven, tako da bi imeli 4, pol lahko enkrat povečamo, recimo 2000 ton na leto. Ne. Da bi se pa kisovec ogreval, je pa to? To je zdaj zaenkrat težko. No. V zraku? Ja, mogoče bi bilo bolj smiselno, da postavimo pol tukaj neko kotlovnico v naših prostorih in toplovod se potegne do. Ampak je spet ta strošek toplovoda je kar precej visok. No. Tako da. Mogoče, če bi najdli kakšna evropska sredstva za postavitev oziroma za polaganje tega toplovoda, bi bilo to smiselno, drugače pa je kar težko. No. Mogoče, če se tudi ali pa če bi se z občino dogovorili za kakšno preko sodelovanje, ne, na tem področju. Od lokalne skupnosti je tudi odvisno. Ne? Tako, no, še en produkt je od samega lesa, zastirka. Začelo se je tudi pred približno 2 letoma, ne? Ampak se je kar prijelo. Ne? Tako, kar lepo, ja. Sicer zdaj trenutno je mrtva sezona za zastirko. Zdaj bo sneg, ne, počasi. Tako, ja. Ampak neke zaloge že pripravljamo. Imamo tudi zdaj v letošnjem letu smo uvedli te vrečke, so potiskane, lepo pakirane, prej so bile nepotiskane vreče, tako na vrh sam stisnjene z neko vezico, zdaj pa lepo to zapakiran, tako da je tudi lepo izgleda. In s tem bomo začeli v konc zime, no, malo bolj oglaševati in tudi ponujati oziroma prodajati naprej. Naprej, ne. Ogrevanje z lesno biomaso, to je v zadnjem času, ko veliko govorijo o teh PM delcih, PM10 delcih, ne, spet nekako vprašljivo. Ampak če je peč dobra, pa če je vse postorjeno tako, kot mora biti, potem
niso težave, ne? To Ne. se vidi že pri elektrarni, ne? Tako, elektrarna je drugačen način, ne, je piroliza, to se pravi ni gorenje lesa, ampak je piroliza. Ne. Se ustvarja plin, lesni plin, ne, in ta plin je isto kot zemeljski plin v tem motorju izgoreva. Ampak recimo s tem bi se lahko kisovec ogreval, ne? Lahko, ja. Brez PM delcev, no, ne? recimo v Zagorju, na osnovne šoli Toneta Okrogarja, imamo mi peč na sekance in dodatno je zraven, bil je pa pogoj, da imamo tukaj neko napravo, ki te PM delce ločuje iz dima ven. Ne. Reče se ji ciklon, notri se vrtinčijo ti izpušni, ta dim in se nekam odlagajo ti drobni delci, tako da tudi to se da več problem, ne? Se da rešiti. Tako da Problem smo verjetno bolj doma, ne? Tisti, ki problemi imamo na teh individualna manjših kurišča. kurilnih napravah, ker je precej velik strošek, tudi se da, ne? Ampak je precej velik strošek dodatno za dodat, da se vgradi ta ciklona oziroma neka naprava, ki izloča te PM delce. Ne? Je veliko povpraševanja po tovrstnih pečeh ali zdaj geotermalno bolj? Zdaj je bolj toplotne črpalke. Toplotne črpalke. So aktualne. Je to dražje? Ja, zdaj sama naprava je mogoče malo dražja, ne? Je pa večja, bolj kamotje. Ker pri peletih ali pa sekancih je treba tako pa čistiti pepel in neko delo je. Ne? Je pa, če pa gledamo tako suma sumarum, ne, je pa v dobi 10 let je pa cenejša ali na sekance ali pa na pelete. Ne? Pa se verjetno potem kader, ki dela na tem, delavci verjetno izobražujejo, ne? Ker te novosti je ogromno v zadnjem času. Tako, ja. To nas dobavitelji obveščajo, da so kakšne novosti in organizirajo razne predavanja, predstavitve. Včasih se gre tudi v kako tovarno proizvajalca direktno, ne, ali peči, ali toplotnih črpalk in pač tle se pošiljajo delavci zaposleni, da sledimo tem novim trendom, ki se pojavljajo. Ne. Včasih kdo reče, EVE je s svojimi storitvami mogoče dražji kot kakšen manjši, ki se ukvarja s tem, ampak vendarle, ne, nazadnje vemo, kaj je Devesoft, ne, sodeluje z NASO, pa ne vem, s čim še, vesoljskim programom, ne, pa so tudi povprašali po uslugah EVE Elektroproma. Tako, ja. Bili zadovoljni, kolikor vem, ne? Tako, ja. Ja, tam je kar... Ni včasih vse v ceni, ne? Ne, veliko je, ampak... Veliko je pa tudi, treba je primerjati ceno in kvaliteto. Da je pa vzdrževanje potem. Vzdrževanje, garancije, ne, to je vse pomembno, ne, ker zdaj, če je neka naprava ali pa karkoli, da se zgodi, da nekaj ni v redu, ne, in če imaš nekoga, ki ne da garancije, je pa lahko problem. Lahko si tam prišparal nekaj evrov, ne? Po drugi strani si jih pa čez pol leta, recimo, ali pa en let, si jih pa mogel zamenjati nekaj, ker nisi imel garancije. Ne? Tako da... ceno pa tudi ne greste, ne? Nima smisla, ne? Tako, mi vemo, samo zato, da dobiš posel, kakšna je naša cena in zdaj po tisto ceno ne moramo iti, ne? Ker to je, sam sebi koplješ grob, ne? Če greš. Ker to so pa v preteklosti so delali gradbinci, ne? In vemo, kako se je končalo. Ne? Ja, žalostno, ne? Tako. Drugače pa, rekel, ta dela, ki si omenil, Devesoft, precej tudi sodelujemo s Steklarno Hrastnik, ne? Tudi kar dosti delamo, so zadovoljni z našimi storitvami. Tudi z drugimi, recimo Kemično tovarno Hrastnik tudi sodelujemo, tako da Termana Laško, kar precej povprašuje po naših storitvah. Tako da, ampak se pravi, tako v glavnem so kar vsi zadovoljni in se vračajo k nam, povprašujejo pri nas. Ne. Tako da... Kakšen je pogled v letu 2017? Ja. Je optimistično? Je optimistično. Zaenkrat tudi
kot sem že prej rekel, na storitvah je delo kar v redu, no, mislim, kar lepo kaže za naprej. Če sva že za Riko, smo že pred leti delali, ne, in zdaj je ko smo z njim precej dosti sodelovali, bil je vodja projekta v Parizu tam, ne, sedaj sam dela neko hišo na Primorskem. Tudi stekleno? Ne. Ni. In rekel, se je tudi na nas obrnil in je rekel, ne, ker vem, kako delate, da ste kvalitetni, ne, in bi rad, da mi za njega delamo tako, da smo mu dali ponudbo in mislim, da bomo, zdaj on bo začel z deli že zdaj v decembru in smo tik pred tem, da podpišemo pogodbo z njim, ne, da bomo tudi za njega delali. To se pravi, dobro delo se obrestuje. Ne, včasih tako je naslednjo leto, ampak tako, ja, na dolgi rok se spomnijo. Tako, na dolgi rok sigurno je treba skrbeti za kvaliteto, za kvalitetno upravljeno delo, da se ti to na dolgi rok obrestuje. Ne. Se še dajejo v najem prostori nad bivšim še Tapjem? No? Tako, ja, še. Zdaj trenutno imamo eno polovico oziroma pa eno tretjino zasedeno za Belo Plus, upravljamo skladiščenje, pa prijem in izdajo. To zgoraj? Zgoraj, ja. Tako dnevno izdajamo blago za člane Bele Plus in tudi za druge, ne, recimo tudi za Bela Plus prodaja določene artikle sama uvaža, ne, Bela Plus, in jih tudi prodaja recimo Big Bangu, Merkurju, Mercatorju, tako naprej, ne, tako da to... Kaj pa, če bi en mlad podjetnik prišel in bi želel priti do prostorov, da bi zagnal neko dejavnost? Je možnost? Ni problema, je možnost, ja. Ki je v samem EVJ-ju? Ali tako, govoriva za ta prostor? Za ta prostor, ja. Kjer je trgovina z gradbenim materialom in... Ja, od spodaj je trgovina, na vrh so pa še prostori, je še kakšna pisarna, pa en večji prostor, pa tudi ni problem ga z kakšnimi knav stenami pregraditi, tako da če ima kdo pač kakšne potrebe, pokliče, se dogovorimo za kakšni posebni pogoji? Ne, nič posebnih pogojev. Se pravi, treba se je oglasiti do nas, da se pogovorimo, kakšna je sploh dejavnost, če je sploh primerno, ne, za tisto njegovo dejavnost. In pa se da se dogovoriti in glede najemnine ali cene, ali mi imamo tukaj tudi, bi rekel, možnost nudenja računovodskih storitev, možnost prevozov, če ima kdo potrebe po prevozih. Te računovodske storitve že vrsto let ja, tudi za druge upravljamo, ja, nekaj teh računovodskih storitev, ja, tako. Tako da možnost imajo pa tudi oglaševati pri nas, ne? Tako, tudi to, ja. Tako da jaz upam, ne, da poslušajo. Ja, da se bo kdo odločil še za oglaševanje. Tako, ja. Je še kaj, kar bi bilo potrebno izpostaviti, mogoče te zadnje investicije na področju kabelsko-komunikacijskega sistema, o katerih je že v prejšnji daji govoril nekaj vodja, Boštjan Vidmar, ne? Ja, zdaj smo te hitrosti povečali, tako da je zdaj možno do 100 mega hitrosti. Ne, se pozna? Se pozna, ja, tudi rekel, kar nekaj pozitivnih odzivov, rečemo, je prišlo na mail, da so zelo zadovoljni, pa da je dejansko dela taka hitrost, kot je deklarirana, tako da so, rekel, naročniki zadovoljni. Seveda zdaj pogovarjamo se tudi oziroma smo že skoraj pred dogovorom oziroma samo realizacijo za možnost ogleda za nazaj. Tako da to jaz računam, da že do konca leta, da bo že ta možnost obstajala. Tako da kdor bo imel željo, bo lahko to storitev naročil. Seveda, te posamezne detajle se bo dogovoril z oddelkom kabelskega sistema. Je pa to, se pravi, praktično že dogovorjeno, no? Tako da sistem že na drugih kabelskih operaterjih že deluje. Možno bo tudi recimo potem na pametnih telefonih gledati za nazaj ali pa na tablicah. Tako da... Televizije so pa že skoraj tako vse pametne, ne? Tako, ja. Tiste, ki pa še niso, se pa da dokupiti neko škatlico, mi rečemo kar škatlico, nek mesnik in bojo lahko to gledali za nazaj. Ne? Tako, ker je bil kar precej velik povpraševanje potem ogledom za nazaj. Ne? In je bilo treba to omogočiti. Tako. No,
nekateri so malce v zmedi, dobijo račun, pa piše Telemach, in mislijo, včasih me kdo vpraša, a Telemach vas je kupil, to je poslovno sodelovanje. Je tudi naš logotip še gor, tako z njimi poslovno sodelujemo, tako kot smo prej s Tušmobilom. Tako, pa je Telemach kupil Tuš potem. Tako, ja. In zdaj s Telemachom lepo sodelujemo, tako da ni nobenih pripomb, niti z njihove, niti z naše strani, tako da zaenkrat je vse lepo v najlepšem redu. Treba je znati sodelovati in recimo nekateri prav dobro sodelujejo tudi, kar se tiče teh lesnih sekancov, dobavljajo les, potem nekdo to zmelje. Tako, ja. Imamo zunanjega izvajalca. Je sinergija večjih. Tako, ja. Tako da nima samo EVA nekaj od tega, pa potem kupec. Tako, imajo tudi še naši podizvajalci, če tako rečeva. Ne. Tukaj, če so še na kabelskem sistemu, se še malo ustava. Zdaj je že tudi v medijih zakrožilo, da Pop TV oziroma Pro Plus, ki pokriva, to so Pop TV, A-kanal, Brio, Oto, Kino, da bo z 15. oziroma 16. januarja prenehal oddajati na antenah, če tako rečem, to so na teh prizemeljskih signalih. To se tisto, ko zdaj sprejema Pop TV, A-kanal, pa te programe brezplačno praktično, preko anten. Bojo to prekinili, bojo ugasnili, tako da se bojo mogli nekam, če bojo želeli še spremljati te programe, priključiti na kabelski sistem, kjer je možno. Mogoče satelitski tudi? Ja, ta Total TV tudi bo ponujal to še. Podeželju? Tako, ja. In tudi, rekel, precej Pop TV zdaj, oziroma ta Pro Plus, precej visoko naročnino zahteva za enega uporabnika, v primerjavi z drugim, tako da tle se še pogovarjamo, kakšna bo končna cena, ampak... Zaenkrat je tam okrog 4 evra, 4 evra plus DDV, to se rade skoraj 5 evrov, tako da je ta cena kar precej visoka. Ne vemo še, kako se bojo... So mogoče pomislili, če bi se cela Slovenija odločila, ja, ne bomo plačevali, vas ne bo nihče gledal. Ja, ne vem, kaj... Zdaj iz teh pogovorov, malo ko se pogovarjamo in z drugimi operaterji in z Siolom, T2 in pa tako naprej, načeloma naj bi... To se tiče vseh, ne? Vseh se tiče, ja. Načeloma naj bi kar vsi vključili v sistem oziroma te osnovne sheme, ker tudi Pop TV nekako nima interesa, da bi naredili nek dodatni paket in bi samo, kdor želi, plača, 5 evrov in gleda lahko, tako kot je že bilo pred leti, ki je bil ta Pop in, ali kako je že bil Pop paket, ki je bil 12 evrov, sicer je bilo, mislim, 6 programov noter, ampak odziv je bil zelo slab. Takrat in mi smo imeli nekaj 10 naročnikov tega. Zdaj so šli po drugi liniji. Zdaj so šli po drugi, ja. Po denar. Ja, tako. Ampak ni še konec čisto, ne? Tako, ne vem še točno, konec pa je 15. januarja. 16. januarja je konec za... Tiste, ki spremljajo Pop TV, pa te A-kanale, pa tako naprej, preko antene. Antene, ja, tako. Ostali tisti bojo pa še preko operaterjev. Mi imamo z njimi pogodbo do konec aprila, ampak bomo prej že sklenili z njimi verjetno neko pogodbo, ker če bojo vsi imeli, moramo tudi mi imeti, tako da tle ni kakšne dileme. Tako da bomo videli še, kako bo se odvijalo. Smo še v pogovorih, naslednji teden še imamo nek sestanek z njimi, neke pogoje so oni že nam poslali, mi smo jim naše pogoje, zdaj se moramo to samo uskladiti, pa bomo videli, kakšen bo rezultat teh usklajevanj. Vsekakor bo pa to, vsaj za nas bo plačljivo in verjetno bomo mi mogli tudi neko ceno nekaj povečati, da bomo pozitivno poslovali tudi na tem. Lahko preživeli, ne? Ker mi že vrsto let nismo povišali cene, vmes so se pa te avtorske pravice skozi dodajale, zviševale, tako da zdaj pa res že tega preveč, da bi lahko še nekako vzdrževali to ceno. No. Tako da neko povišanje bo sigurno potrebno. Kaj želiš za novo leto gledalcem?
Ja, gledalcem želim lepe praznike, ne? Vse najboljše v letu 2017, da veliko uspehov, predvsem pa zdravja vsem, ki nas spremljate, pa da bi nas še spremljali naslednje leto. Ne? Pa da bi čim večkrat zavili na parkirišče, ga je veliko. Ne? Tako, ja. Pa se potem oglasili vedno se najde prosto mesto. Ja. Mogoče tudi k nam. Ne? Tako. Da, Tomaž, hvala. Ne? Prosim, soboto pa tako na izleti skupaj. Ne? Soboto se pa vidimo. Ja. 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 Hvala vam za pozornost in srečno. ETI je vodilni svetovni proizvajalec rešitev za stanovanjske, poslovne in industrijske električne inštalacije, distributor električne energije za nizko in srednjo napetost ter močnostno elektroniko in polprevodnike. Poleg tega proizvaja tudi izdelke tehnične keramike, orodja in naprave ter izdelke iz plastike in tehnične gume. Sedež podjetja ETI je lociran v centralnem delu Slovenije, v Izlakah. Ker živimo v stičišču različnih kultur, lahko razumemo pričakovanja ter prepoznamo želje strank iz različnih držav. Smo zanesljiv mednarodni poslovni partner. Pomemben del naše strategije je internacionalizacija, kar smo dosegli z ustanovitvijo naših hčerinskih podjetij. Prisotni smo v Bosni in Hercegovini, Srbiji, na Slovaškem, Nemčiji, Ukrajini, Litvi in Rusiji. Naše proizvode uspešno tržimo v več kot 60 državah po celem svetu. Naša več kot 50-letna tradicija v kombinaciji z dolgoletnimi izkušnjami in našim lastnim znanjem nam prinaša stabilnost in nam omogoča varno poslovanje v prihodnosti.